Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Kako nenavadne poti ubira naš Gospod, ko po svojih poteh do svojega cilja pelje svoje izbrance, svoje maziljence, svoje duhovnike. Tako je naš današnji gost šele pri 49 letih postal duhovnik. Prej pa je delal v mizarstvu, v pohištveni industriji. Veliko let je bil tudi predavatelj, profesor na srednji lesarski šoli, v Mariboru, Ljubljani, pa tudi na oddelku v Kočevju. Sedaj je že več let predsednik odbora Združenja za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu v Slovenski rimsko-katoliški cerkvi. Veliko let je bil tudi referent za duhovne poklice v mariborski škofiji, pa tudi v Ljubljani. Sedaj pa je že več let župnik pri Mali nedelji v Prlekiji. Lepo pozdravljeni, gospod profesor Srečko Fras. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa za povabilo, da bomo lahko povedali to, kar je Bog delal v našem življenju. Takoj na začetku, da ne pozabim, iskrene čestitke. Lansko leto ste praznovali srebrnomašni jubilej, 25 let mašništva. Kako je potekalo praznovanje? Res je. Ja, v župniji smo to nekako raztegnili celo leto malo. Vsi te prazniki, ki so bili v cerkvi, smo vključili nekako to vlogo duhovništva in pa seveda sodelovanja z župnijo. Glavno je bilo potem seveda v mesecu juliju, kjer smo potem tudi na zunaj praznovali. Povabil sem tudi bivšega predsednika odbora za posvetitev, patra dr. Antona Nadraha. Potem so bili z menoj tudi drugi duhovniki in seveda naši farani, ki so bili zelo veseli tega dogodka. Malonedeljski ali veržejski, odkoder ste doma? Ja, malonedeljski, srebrno mašo pa sem potem ponovil še za Miholovo nedeljo v Veržeju, to je pa septembra bilo. Tako da smo tudi tam praznovali in se Bogu zahvaljevali za ta neizmeren dar, ki je duhovništvo. No, res nenavadno se mi zdi, da ste toliko let preživeli z lesom, da tako rečem. Zakaj vam je les tako pri srcu, da ste toliko let posvetili temu, tudi poučevanju mladih rodov? Tako. Jaz imam zelo rad naravo, zelo rad, saj sem tudi na deželi odraščal. V počitnicah sem hodil k stari mami, kjer so imeli kmetijo. In tako sem se srečeval s tem življenjem. Potem pa v osnovni šoli, v koncu osnovne šole, sem se odločil, oziroma sem nekako začutil, da bi morda lahko delal na področju lesarstva oziroma gozdarstva. In tako sem potem v Postojni končal srednjo gozdarsko šolo. Potem sem pa se vpisal na lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. To je bila, bi rekel, tam pa sem potem seveda, vmes sem delal tudi na žagi, da sem se lahko bolj seznanil še s to tako dragoceno snovjo, materialom, kot je les. Za mene je les prav zares, ne samo, da je to produkt žive narave, ampak je nekaj posebnega, že zato, ker je tudi Jezus na križu pravzaprav zaključil svoje življenje na lesu križa in od tam mi vedno prihaja prav ta navdih. Nihče nima večje ljubezni kakor ta, da da življenje za svoje prijatelje. To se mi zdi vedno, kadar se peljem ali vidim, kje je križ, da spelo lesa me vedno spominja na to, dati življenje. Sicer ste si pa tudi po drugi plati z Jezusom in z njegovim krušnim očetom, svetim Jožefom, zelo blizu, To pa zelo. Tudi zaradi mizarstva. Tudi. Sveti Jožef je v sveti družini zares odigral zelo pomembno vlogo. Ne samo, da je Jezus učil delati, ampak predvsem tudi vzgajati, da ga je učil tudi moliti, da ga je učil vse tisto, kar
morajo napraviti očetje, ne? In ki prav gotovo to opravljajo tudi danes. Ne? Iz kakšne družine prihajate vi, kakšne vzgoje ste bili deležni? Ja, to je malce, bi rekli, nenavadne, ampak danes, ko prihajajo duhovniki mlajši, ne, vidim, da je vedno bolj, da Jezus kliče vedno, bi rekli, nekako, ne, po posebnih poteh. Izhajam iz družine, kjer je bila mama vzgojiteljica v vrtcu, očim pa je bil policaj. Ne. Ja, in seveda pri 12 letih se spominjam, ko so v Veržeju, jaz izhajam iz Veržeja, ne, so šli fantje v gimnazijo v Želimlje, ne. In stara mama je rekla, veš, ti bodo postali duhovniki, ne. Sem rekel, to bi tudi jaz rad postal, ne. Zelo si želim. Ste že takrat na glas povedali? Ja, pri 12 letih, ne. Ampak potem ta duhovni poklic se ni mogel razviti, normalno, da ne. Ne. Pri nas nismo smeli hoditi, tako kot je bilo to pri večini družin takrat, ne. Pač pa sem imel stike s cerkvijo in prejemal zakramente pri stari mami, ko sem šel v počitnice v Veržej, ne. Ona me je potem tudi pripravila, da sem prejel zakramente svetega obhajila, pa tudi seveda birmo. Ne. Tako, to je bilo nekako na kratko. Potem pa seveda, kot sem že prej omenil, sem šel v srednjo šolo naprej in potem pa sem se vpisal na lesarstvo v Ljubljani. Ne. To je bilo zares eno čudovito obdobje. Ne. V Ljubljani sem imel potem priložnost se seznaniti z drugimi študenti in pa to, kar je bilo zelo pomembno tudi za mojo oblikovanje, ne, ker prej nisem imel nobene posebnega oblikovanja, pa je bila študentska skupina, ki jo vodil pater Miha Žužek. Ne. Torej ob študiju v Ljubljani ste obiskovali takrat so bile študentske skupine, normalno. V ponedeljki smo se dobivali pri Svetem Jakobu in to je bilo zares zelo, zelo pomembno za moj duhovno rast mojega življenja. Ne. Tako, tam smo seveda potem tudi smo hodili na počitnice, tudi z mlajšimi tudi, ne, tako nekako, da pater Žužek Miha je imel zares poseben dar, ne, za mlade in vse ostale, sej ni. Bil tudi pisatelj, pesnik in tako naprej. Tako, da sem potem nekako odraščal v tem, bi rekli, ne, duhu. Tako, potem sem zaključil fakulteto, študij, ne. In pred zaključkom sem bil povabljen na neke duhovne vaje v Zagreb, pri Zagrebu na Odri. To je bilo pri Zagrebu, ob letališču. Te duhovne vaje so imenovali Mariapoli, pomeni Marijino mestece. In to je bilo za mene zares eno pravo odkritje, ne. Kajti tukaj ne samo, da so govorili o tem, da nas ima Bog brezmejno rad, ampak to smo lahko tudi doživeli na vsakem koraku, ne. Vsi ti ljudje, ki so bili in so bili tam otroci, starši, mame, duhovniki, redovniki, celo škofje so prihajali, se spominjam, ne, je prihajal ljubljanski nadškof, je prišel potem nadškof Kuharič, ne, kardinal je prišel nas poleti pogledat, ne. In tako kot pravi Slomšek, ne, v nebesih bomo vsi isto špraho govorili, špraho ljubezni, ne. Te duhovne vaje so bile za mene zares odločilen korak tudi v mojem nadaljnji duhovni poti, ne. Tako da sem se potem priključil Marijinemu delu ali gibanje fokolarjev, kakor danes tudi pravijo, ne. Še preden ste šli na študij teologije? Ja, seveda, ne. Tako, potem sem seveda nadaljeval to življenje, sem diplomiral, pa sem se šel v tovarno, sem delal
v Ljutomeru, kjer sem, bi rekli, odslužil štipendijo, kot se temu reče, nekako. Ne. No, in tako je potem pa med mojim delom, ne, v tovarni je prišel nekoč ravnatelj mariborske srednje lesarske šole z otroci, ne, Z dijaki, ja, da bi si pogledali proizvodnjo v mizarstvu v Ljutomeru. No, in tako je bilo to srečanje za njega nekako, ne. Začutil je, da imam rad te mlade ljudi, ne, da imam poseben pristop tudi do njih nekako. Tako da me je potem povabil za predavatelja na lesarski šoli v Mariboru, ne. Tako, potem sem šel v šolo, kjer sem učil, ne, en čas. Ste morali še dodatno opraviti kakšno izobraževanje? Tako. Potem se moraš opraviti dodatno pedagoško-andragoške predmete, ne, ki so bili potrebni, strokovni izpit tudi in tako naprej, ne. Tako. In ste poučevali koliko časa potem? Ja, 15 let je bilo vsega tega. Ja, pa sem se preselil v Ljubljano, ker je bilo nekako sedež marinega dela, je bil v Ljubljani, kjer sem se potem tudi preselil v Fokolar. To so taka majhna ognjišča, ne, kjer živijo posvečene Bogu, posvečene osebe, ne. Ja. In tam ste živeli? In tam sem živel. Ob študiju? Ob študiju, ja. No, potem sem vmes seveda šel tudi na izpopolnjevanje strokovno, ne, v marinem delu, v Italijo, 2 leti in pol sem bil, v enem mesecu Lopjanu, to je bilo blizu Firenc, ne. Ta center za oblikovanje, ne, formacijo, pa je bil seveda svetovnega, bi rekli, formata, so bili mladi in tudi družine iz celega sveta, ne. 2 leti in pol ste tam preživeli. Ja, tako. Tam sem potem, smo imeli tudi študij, ne, predmete, filozofije nismo imeli, ne. Je bilo pa svetopismo poudarek, potem je bila poudarek tudi moralna teologija, potem je bil poudarek tudi na cerkev v sedanjem svetu, se pravi vse te enciklike papeževe, ne. Italijansko ste že Ja, seveda, govorili. Po začetku sem se moral naučiti tudi, ne. Nekaj sem že poznal, ampak seveda večino sem se potem tam naučil med vsemi temi, ki smo se skupaj učili, bi rekel. To se pravi, to že bil neki predteološki študij ali kaj? Ja, seveda, je bilo zelo lepo, ne. Svetopismo recimo zlasti tudi, ne, je bilo zelo od stare nove zaveze, smo imeli tako, ne. Ampak poudarek, ne, vidik je bil vedno, je bilo seveda, ne, tudi biblični pogled, ampak poudarek je potem bil pa seveda, kako v življenju uresničevati, ne. Recimo Jezusovo novo zapoved, ne. Vsi vemo, kaj je, ampak kaj to v resnici pomeni, smo potem pa živeli v vsakdanjem življenju, ne. Kjer smo prav tako živeli v majhnih skupnostih, ne, kjer smo torej živeli Božjo besedo in vse to, kar je bila realnost. To je bilo eno majhno mestece, ne, Lopjano. In teh mesec, zdaj jih je verjetno že 25 v celem svetu, ne. Kjer je nekako center, ne, za oblikovanje, ne. So bili tudi redovniki posebnih hišah, so bili duhovniki, družine, potem so bili volontarji, pomeni tisti, ki so v življenju torej delali v medicini, v znanosti in tako naprej. Kaj je pravzaprav želela ustanoviteljica Fokolarov, Kjara Lubik, s tem programom doseči? Kakšne izkušnje, da bi dosegli tisti, ki bi se udeležili tega poučevanja? Zares, še danes, ne, po tolikih letih, zdaj to je bilo leta 75, ko sem se jaz srečal s to duhovnostjo, ne morem Boga se zahvaliti mu za to, da sem imel milost srečati to ženo, ne. Glejte, to je bila zares, imel sem priložnost jo večkrat videti, tudi jo pozdraviti osebno. Glejte, njena glavno poslanstvo, oziroma Božji dar, ki je Bog dal, seveda, ne, je bila
da bi bili eno. Ne? Eno, kajti vojna, ona je dobila to intuicijo med drugo svetovno vojno, ne, ko so padale granate in so bile ona in njene tovarišice v kleti, ne, in so brale ob sveči, ne, in tako kot so odprle svetopismo, se je odprl prav ta odlomek Janezov, o edinosti. Oče, daj, da bi bili eno. Ne. Seveda, biti eno, kaj to pomeni v tistem času, ne. Bog je naprej se razkrival, ne, in je razkril, da bomo eno, če bomo ljubili bolečino, če bomo ljubili Jezusa na križu. Ne. In je imenovala to drugo točko, bi rekel, duhovnici tudi, ne, Jezus zapuščeni. Ne. To je bil nekako ključ, ne, ključ za to, da bi dosegli edinost. Ne. In zdaj seveda ne ljubezen do bolečine v smislu, ne, da bi bili navdušeni nad bolečino, ne, ampak da bi to bolečino, ki lahko nastane v tebi, ki jo lahko odzune, ne, da bi to ne analizirali, ne vem kaj, ampak da bi v tistem trenutku ljubili tistega, ki je ob tebi. Ne. In to je vedno. To je vedno. Ne. Tako da je bila, mislim, za mene to zares čudovit, nepozaben. Iz tega živim še danes. Ne. Ste imeli možnost tudi kakšnega osebnega pogovora z njo, denimo tisti, ki ste bili udeleženci? Ja, seveda. Ona je prihajala tudi, ko smo končavali recimo letnike, ne, tam smo bili 4 semestri, je prihajala k nam, ne, in potem smo ji zastavljali vprašanja, ne, in ona je na njih odgovarjala. Ne. Tako da smo bili zelo povezani, ne, tudi smo ji pisali velikokrat, ne, tako da je bilo to živo, ni bilo nekaj, da bi bila ona ustanovitelj nekje daleč. Ne. Torej dostopna. Kako gledate na neki elitizem, da tako rečem, v cerkvi? Ja, kdaj je pravzaprav se to pojavilo, da so se pojavile razlike, ne? Da še danes imamo občutek včasih s kakšno cerkveno osebo, naj bo duhovnikom ali škofom, da nismo na isti ravni. Ne? Ja. Čeprav po krstu smo pravzaprav vsi enakovredni člani udje Kristusovega skrivnostnega telesa, ne? Pa vendar so neke stopnje, ne? Ja. Neka nedostopnost včasih tudi. Ne? Ja, glejte, ne. Jezus je med vsemi mnogimi, to, kar nam je povedal, kar je živel, je bil tudi ponižen in iz srca ponižen. Torej ponižnost. Ne. Se mi zdi, da tukaj nam ljudem vedno manjka ponižnosti. Ne. Vedno manjka ponižnosti, ali bi lahko rekli ljubezen do bližnjega, ne. Ker ljubezen do bližnjega ni nekaj abstraktnega, ne. Ampak je nekaj konkretnega, ne. Da znaš otikniti, da znaš poslušati, ne, da znaš, tako pravi papež sedanji, ne, če stopiš v čevlje drugega, ne, da je to šele takrat spoznaš, kaj ta človek doživlja, kako je. Ne. Se mi zdi, da je to poseben trenutek tudi, ne, ker se človek velikokrat tudi spozabi. Ne. Ljudje smo vedno nepopolni in to bomo do konca. Ne. In si misli, da nekaj je, ne, ko je nič. To je težko, ne, to seveda ne. To z leti spoznavaš, pa se mi zdi, da tudi z leti prihaja tudi to spoznanje. Enim prej, drugim kasneje. Katere predmete ste poučevali na lesarski šoli? Ja, v glavnem so to bili strokovno-teoretični predmeti. In sicer najprej o zgradbi lesa, ne, kako so listovci zgrajeni, kako so iglavci zgrajeni. Potem seveda vsi ti materiali, ki se uporabljajo v proizvodnji pohištva, lakov, lepil, ne, in vseh teh materialov, brisna sredstva, naprimer. Vsi ti materiali, ki so zajeli v predmetu teologija tvoriv. No, zdaj seveda to ni samo, bi rekli, en predmet, ne, ampak se tudi povezuje s tehnologijo obdelave. Ne. Tako da sem potem
v smer tehnik, ker mi smo imeli na šoli smer mizarja, pa smer tehnike, ne. Tako da sem potem višji tehnike pa tudi poučeval tehnologijo obdelave, naprimer. Sem diplomiral iz sušenja lesa, ne. Smo imeli doma tu v Mariboru, ne, naš ravnatelj, takratni likovec, ne, je bil zelo navdušen in res predan tej stroki in so nam prav posebej za to naredili sušilnico, ne, ja, da smo sušili les, ne, še zdaj spominjam, da smo postavljali pogoje, kako, koliko temperatura in tako naprej. No tako, torej tehnologija obdelave, seveda, potem sem se seveda tudi dotaknil, ker je bilo v 4. letniku trebalo poučevati organizacijo proizvodnje, čeprav tudi že v 3., ne. In to je potem pa že seveda, bi rekli, povezano z vsemi temi predmeti, od obdelave do tega in tako, organizacije, ne. Tako da je bilo to zelo, jaz sem zelo rad poučeval, ne, zelo rad, tako da smo imeli lepe odnose z otroci, z starši tudi, ne, tako da smo zares, pravi, sem bil srečen, vesel. Ja, glede, les srečujemo pravzaprav na vsakem mestu, ne. Od zibelke do groba. Vidim, vi ste si tudi nadeli ta leseni križ, ja, ne. To pa res. Jezusa na križu, zelo lep lesen. Tega mi je naredil en moj učenec, ja, ki danes dela takšne drobne stvari, ne. Iz lesa. Iz lesa, ja, iz lesa je naredil, ja. No, pa vendar, verjetno premalo razmišljamo tudi o tem, ali se pa sploh ne sprašujemo o tem, iz česa je pravzaprav sestavljen les. Ja, to je res, ne. Ja, les je res nekaj čudežnega, ne. Vse te celice, ne, ki so, ker to so pravzaprav celice, ne, ki se imenujejo potem v listavcih tako trageje, pri liglavcih trageide in tako naprej, da ne gremo preveč v drobnosti. Vse te imajo seveda svoje dimenzije, svoje lastnosti, ne, svojo gostoto, ne, in potem tvorijo tako iglavce, tako listavce, ne. Ampak večinoma je tu verjetno celuloza, ne? Če gremo zgradbo, seveda, ne. Ja, potem je seveda tudi tanin, ne, in druge sladko, recimo pri bukovini je veliko sladkorja, škroba tudi, ne. Tanin je, zakaj je tanin? Je kot vezivo, ali kaj je tanin? Ja, tako. Pa tudi kot konzervatorsko sredstvo, ne. Da recimo pri hrastovini, ne, imaš veliko tega, zlasti v jedrovini, ne. Zato je tudi zelo odporen in zelo trajen tudi hrastovina, ne. Tako da je, to je prav, bi rekli, ne, specifično za vsako vrsto lesa in to potem seveda ne uporabljamo, bodisi v estetsko, ne, oblikovanju, bodisi pri obdelavi, ne. Kakšna pa je razlika morda v kvaliteti med listavci in iglavci? Glejte, če imaš eno čudovito smreko, ne, pa da je ta smreka, da imaš prav tisti resonančni les, pomeni, da je razdalja letnic med seboj in tako naprej, ne, dolžina vlake, ne. Nič ni manj vredno kot ena buka ali pa en drugi les, naprimer, ne. Ker se uporablja, ne, za izdelovanje pri tekle orglah, ne, ko dela prav piščali iz te, ne, ali pa druge stvari tudi, ne. Ali pa pri hrastovini seveda, ne, je potem pa jasno pohištvo in pa druge elemente, ki jih danes mogoče tudi toliko več ne uporabljajo, ne, ker danes je pač beton, železo in vse te stvari, ne. Ampak v resnici les, ne, s temi svojimi lastnostmi, s svojo toplino in s tudi svojimi specifičnostmi, naprimer, ne, če se recimo predno les popusti, poči, ne, te že opozori, pazi, ne, medtem ko pri betonu in tam se zlomi, je si že pod konc. Ni opozoril, ne? Ne, ni opozoril, ne. To je res nekaj. Omenili ste letnice. Ja. Drži to, kar vidimo, recimo, če prečni prerez naredimo drevesa. Ja. Te letnice so v resnici leta
kako dolgo je rastlo drevo. Seveda, sigurno, ne. Seveda, v sredini potem seveda dodamo še kakšne 2-3 leta zraven, ne, predne je nastalo, drugače pa se lahko preštejejo letnice, to je prav gotovo resnica. Ne. Pa na kakšen način se to oblikuje v tem lesu, v drevesu? Ja, gledajte, rastejo, celice rastejo, ne, če gledaš samo letnico, ne, imaš iz ranega lesa pa poznega, ne. Ampak tisto, kar je temnejše, ne, tisto je pozno, to se pravi, to raste zdaj, v tem trenutku, mogoče junij, julij, avgust, ne, glede na ko letni se že čas, zaključuje, ja, ko se vegetacija že zaključuje, ne. Medtem ko oni rani les, se pravi letnici, ki je svetlejši del, ne, pa je seveda nekaj zgodnjega. Ne. Je razlika med masivnim lesom in med tem, kar ste vi v pohištveni industriji delali v mizarstvu, tudi te ivrne plošče in ne vem, kako se še imenujejo, vse te stvari, ki pa so tudi masivne, vendarle pa verjetno ni to kvaliteta. Seveda, ne. Ja, glejte, poraba lesa v svetu in tako naprej, ne, in pa tehnike so seveda dokazali, oziroma dale tudi ta tvoriva, kot so recimo ivrne plošče, ne, ki se tudi dajo uporabljati, ne, z oplemenitenjem, s furnirji in tako naprej. Ne, ampak seveda ni to, ne moreš primerjati z... Zakaj se je pravzaprav začelo to proizvodnja teh ivrnih plošč? Ja, potem so seveda uporabljali tudi odpadke najrazličnejše, ne, na žagarskih industrijah in tako naprej, ne. Ali pa so tudi sekali te manjše, bi rekli, danes to vidiš, uporabljajo za kurjenje, ne. Tako da so se pravzaprav ti ostanki žagarstva dobro porabili potem. Ja, seveda, ne. Čeprav ne pomeni zdaj, da pa je to zdaj žagovina, ne? Ker žagovina, iverka nima nič žagovine v sebi, nemajo lesna vlakna, daljša, krajša sekanica, kakor jim pravimo tudi, ne? Ja, tako da je to bila v določenem obdobju, mogoče zadnjih 40 let, ne? Ampak to so trendi, enkrat so bolj, drugi so manj, ne? Potem se uporabljajo še drugi materijali, ne, za oplemenitenje ivernih plošč, ne, ampak seveda lesa ne bomo nikoli mogli zamenjati z ivernimi ploščami ali pa vlaknenimi ploščami. To je vse en božji dar, ko vse to gledaš, ne, kako je to med seboj povezano tudi, ne, je to zares ena božja mojstrovina. Tisti, ki sedaj spremljajo ta najin pogovor, verjetno bi vas marsikaj radi vprašali na to temo lesa, še predvsem, če imajo doma gost, recimo, ki skrbijo zanj. Kaj bi jim svetovali, kako najboljše skrbijo, da bi ohranili kvaliteto lesa svojega gozda? Ja, jaz mislim, da je prav, ne, da se pogovorijo tudi strokovnjaki, z gozdarji, inženirji, ki vodijo vso to, zdaj ne vem, kako je organizacija danes teh stvari, ne. Prav gotovo, ne, znajo marsikaj svetovati. Kar se tiče nege gozda? Vzgoje, ja, nege gozdov. Potem pa tudi z lesarji, ne. Potem pa seveda tudi ti naši starejši, ne, bi rekli starši, ne, imajo tudi gotovo veliko izkušenj, modrosti, ne. Tako da se mi zdi, da je dobro se posluževati, torej teh izkušenj, ki jih imajo starejši, tudi recimo, kar se tiče posekanja, ne, kadar les kdaj sekamo, kako, ne, da ni vseeno, ne, da ne moramo to v vegetacijski dobi in tako naprej. Ne. V glavnem, torej, ne, pač to sodelovanje, ne, da bi ti starejši ljudje, ki imajo veliko izkušenj tudi iz tega, ne, pa seveda tudi strokovnjaki, danes je lesarstvo že zelo tudi razvito, tako da. Tako kot ima človek svojega največjega sovražnika, ve se katerega, tako ima tudi les, ki je organska snov, škodljivce, ki se prehranjujejo z lesom. Tako. Na kaj bi nas predvsem opozorili pri tem? Ja, pri tem je zelo pomembna vlaga, ne. Zelo pomembna je vlaga, ne. Tam se bolj zadržujejo. Ja, vlaga, ne, in pa red tudi, ne. Bodi si v gozdu, ne, da ni vseeno, če po dežju pustiš vse tako, kakor je, ne, ampak da je to
da se to pospravi, ne, da se to torej uniči, oziroma danes to že sekance delajo za kurjenje in tako, ne. Doma na žagarijah, kjer imajo te obrate, ne, pa seveda skrbijo zlasti za cirkulacijo zraka, ne, vse tisto, kar je potrebno, letvičenje in tako naprej in tako naprej. Rekli ste, da ste diplomirali iz sušenja lesa. Ja, tako. To je vaša posebna specialnost. Kaj svetujete, denimo, če imamo sveži les, na kakšen način ga sušiti in kje? Ja, glejte, najpomembnejše je, ne, da se najprej les naravno suši. To je najpomembnejše. Spravi, da je letvičen, prav, da je belina letvic, ne, razmah teh letvic. Ne. Razmah mora biti. Ja, seveda, zelo pomembno. Ne. Kako je ta kopa zložena, ne, kje je, koliko je dvignjena od tal in tako naprej. To je najpomembnejše, ne. Da ta vlaga, ki je v začetku, ne, pade do nek 20-22%, ne. Potem pa se da, torej, ne. Zdaj seveda danes sušijo tudi vlažen les, če so take potrebe, ne. Ampak umetno sušijo. Ja, je umetno, ne. Sušilnice. Ampak to je seveda, bi rekli, ja, se da posušiti, ne, ampak napetosti v lesu pa ostanejo, ne. Tako da je treba zelo to sušiti, navlaževati in tako ti režimi, ne, tako zvani, morajo biti. Vsi imamo verjetno izkušnje, da se les zvija, ko se suši. Seveda. Je pa potem razlika pri lepljencih, ne? Se razume. Kako se pojavlja, kako postavljaš les skupaj, zlasti pri lepljenju, ne? Lepljenci bi naj bili celo kvalitetnejši za, denimo, pri stavbarstvu. Ja, gledajte, ker je delovanje, ne, tam se tako sestavlja, ne, da deluje v eno smer, obrat, druga pa v drugo smer, ne. Tako da se te sile med seboj ne, uničijo. Ne. Pa verjetno tudi, ker se recimo nekoristne stvari v lesu, kot so grče, denimo, odstranijo verjetno, ne? Seveda. Ne. Saj zdrava grča ni nič slabega, ne, v lesu, jasno. Je celo lepa, ne, estetsko. Ja, celo lepa je, prav zares, ne. Črne tiste grče so nekako bolj, ne. Zanimivo. Čeprav je zdaj že lesarstvo za mano toliko let, ne. Ampak spremljam, če so kakšni sejmi, če so kakšne novosti, zelo rad spremljam. Zlasti zdaj, ko imajo te razne razstave hlodovine, ne, kjer ocenjujejo, ne. To vas še zanima, ne, seveda? Ja, seveda, pogledaj. Ste hodili kaj z vašimi dijaki tudi v tujino na kakšne sejme? Ali? V tujino nismo hodili, pač pa smo doma si pogledali, ne, vse te naše lesne sejme. Potem smo seveda tudi sodelovali na tem, ne, šole sodelovali na tem lesarskem sejmu, ki je vsako leto, ne, ali pa vsake toliko, ne. Kaj pa sedaj vaša opremljenost vašega doma, župnišča, tam, kamor pridete, kar 3 leta ste delovali v Lučah, potem v Rušah pri Mariboru 5 let, v Dobrovniku na dvojezičnem področju 3 leta, v Martjancih okoli 6 let, v Turnišču 1 leto in sedaj že okoli 9 let, torej v Mali Nedelji. Je bilo kaj drugače, ker ste pač strokovnjak za les? Zelo. Glejte, lahko bi rekel tako, ne, kot pravijo, Kovačeva kobila je bosa, ne? Ja, moram reči, da so nekatera stanovanja zelo zapuščena, ne? Tudi cerkve, ne? Tako da je vedno mi je padla najprej v oči, naprimer, ne? Se spomnim, v eni župniji smo bil pa, pridem v cerkev in zagledam tiste stare klopi, tisto fajknobo in potem je že se padal tisti lesni prah od črvov in tako naprej. Sem rekel, te rabijo najprej klopi. In tako, ne, sem potem ljudi nagovoril, ne, glejte, se rekel, jaz sem delal v lesarstvu nekoč, ne, zdaj pa, če želite, ne, bi naredili lahko nove klopi, ne, in tako. Super. In ljudje so dali hlodovino, tudi župnija je dala 10 hlodov in tako. In potem smo naredili. Spremenili stvari. Je na nek način čudež, da les vzdrži, da nima toliko stoletij nekje. Ja, pogledajte te lesene oltarje v cerkvah. Seveda. Pa klopi, kot pravite, ne? Glejte, prvo je to,
da so to uporabljali vedno najkvalitetnejši les. Ne. Že zato, ker so bile to sakralne stvari. Ne. Potem seveda so tudi zaščitili z naravnimi sredstvi. Ne, ti laki pa to, kar danes imamo, ne, saj mora tudi to biti, ne. Ampak v resnici ne, to ni to. Ne, to ni to. Ne. Časi so bili šelak, pa drugi ti naravni materiali, naravne smole, ki so zaščitili les. Bolj učinkovito, verjetno. Bolj učinkovito. Ne. Pa za dlje so časa. bolj poudarjali tudi strukturo, teksturo lesa tudi, ne. Kar je zelo pomembno, ne. Ker danes s tem lakom, ne, sploh pa če je varni, zaliješ vse in nekako niti se ne ve kaj, kakšen je les. Ne. Tako da je bilo to nekoč ne, zelo, to pomeni torej kvaliteta lesa, ne, potem pa seveda ti naravni materiali in pa tudi vzdrževanje, gledajte, ne, vzdrževanje so. No, to vas želim še vprašati, morda ob koncu te teme, na temo lesa. Vsi imamo verjetno doma nemalo lesenih stvari, ne, tako v stanovanju kot zunaj, denimo. Na kak način vzdrževati ta les? Glejte, bi rekel največji sovražnik je prav gotovo fajknoba, ne. To je treba vedno, ne. Se pravi prezračevanje Prezračevanje, potem odtav, koliko je dvignjeno in tako naprej, ne. To je zelo, zelo pomembno, ne. Da pohištvo zračenje, ne trohni. Tako, ne, potem tudi čiščenje, bi rekel, ne. Čiščenje tega pohištva, to je tudi strašno pomembno, ne. Če tudi samo se prah nabira, ne, ampak vedno je treba tudi to očistiti, ne. Torej vzdrževanje zelo pomembno, ne, zelo pomembno. Kaj pa zunaj, denimo, če imamo kakšno lesenjačo ali pa kaj? Seveda, gledajte, se tudi ta sredstva, ki so danes na razpolago, ne, so dobra, naprimer, ne. Umetna imaš proti ognju, ne, imaš tudi proti insektom, ne. To je seveda treba vse uporabljati, ne, in upoštevati, ne. Se mi zdi, da je tudi to, ne. Seveda pa mora biti tudi to redno, ne. Ne, da samo enkrat navadiš, potem pa 5 let, pa 10 let nič, ne. Nisi nič naredil. Vsaj na 2 leti verjetno, ne? Ja, gotovo je treba to. No, rekli ste, da ste zelo radi poučevali, zelo radi bili z temi mladimi ljudmi. Vem pa, da ste tudi zelo radi duhovnik, da zelo radi opravljate vse vaše duhovniške službe, sem slišal. To pa res. Jaz sem res vesel, srečen duhovnik, ne. Ne bi mogel reči, kje sem bolj vesel, ali za oltarjem, ko znanjem Božjo besedo, ali v spovednicah, ne, ali na romanjih. Glejte, danes so romanja silno pomembna, ne. Silno pomembna, ne. Potem tudi pri vzgoji, ne, prvoobhajence, naprimer, ne, jaz imam ponovadi prvoobhajence, ne, potem kateheti imajo pa potem birmance in pa še ostale razrede, ne. Glejte, tu je čudovito, ne, s temi mladimi, letos smo imeli prvoobhajence, 19-20 jih je bilo, ne, to je za to našo župnijo kar veliko število, ne. Ne, in s temi otroci, ne, ki so res, ne, tako prozorni, čisto, ne, kakšna vprašanja, ne, kakšne odgovore, kaj čutijo, naprimer, ne, ko prejmejo Jezusa, ne, prvič, ko jih obhajamo in tako naprej. Tako da, gledajte, to so res taki trenutki, ki jih ne bi človek, ne, jih ne doživiš nikjer, tudi prej, ne, ko sem bil v šoli, ne, je bilo tudi lepo, ne, ampak, ne, tukaj pa čutiš, ne, da nisi ti, ne, da si ti samo orodje vsega tega, ne, Božje orodje v Božjih rokah, ne, da skušaš biti posrednik, ne, v besedah, ne, in pa seveda tudi v dejanjih, ne, da jim tudi spregledaš velikokrat, seveda opozarjaš, ne, kaj ti vzgoja ni samo to, da vse dovoliš, ne, pa kako bo, ne, ampak je treba, ne, tudi postaviti meje in tako naprej. Tako da, duhovništvo je način življenja, ne? Seveda. Ampak to bi moral biti sveti način. Ja, glejte, to je pa ravno tisto, ne. Moj duhovni spremljevalec je bil pater Leopold Grčar, znani brezijanski ali pater, ali tudi jasličar, ne. In spovednik, ne. In moj spovednik, seveda vsa leta. Glejte, ne, on me je vedno spodbujal, ne, vedno, ne, težnja k svetosti, ne.
kaj zdaj to pomeni. Ne? Pomeni to v štartu odločitev za svetost, za sveto življenje, življenje brez greha ali kako? To je tudi božji dar, ne? Razumevanje že. Ja, seveda. In pa prizadevanje tudi, ne? In prizadevanje. Se mi zdi, ker sem ravno pri spovedi, ker je bil moj spovednik, ne? On me je naučil, kako se prav spoveduješ. Se pominjam, večkrat je prišel tudi on, ko meni spovedi, ne? Sem rekel, jaz se spovedovati ne znam, bi skoraj rekel, ne znam, ne? Kako se je on spovedoval? To je tak božji dar, da tega... Ni bil svetniška osebnost. Zelo, ne? In preprost, in ponižen, ne? Tako da, on me je prav, ne, velikokrat prav spodbujal k temu, ne? Ali svetniki vidijo veliko svojih grehov, čeprav jih nimajo, tako bi rekel... Veliko. In se spovedujejo tudi, bi rekel, ne, stvari, ki bi tako ljudje nasplošno reče, vse to nič takega, sej nisem, kot da spravijo, nisem nekoga ubil, nisem nič ukradel, ne, ki pa... Na vides malenkosti, ki pa so za njih pomembne. Ker svetost, kaj je svetost, ne? Za mene je to, ne, biti popoln v ljubezni, nekakor, ne. Popoln ljubezni, to pa bi človek rekel, nikoli ne bomo, ne, ampak, ne, se truditi, prizadevati, ne. Koliko vam pri tem pomaga molitev? Denimo v Medžugorju Marija pravi, da bi rada, da nenehno molimo, da bi resnično dosegli popolno ljubezen. V molitvi boste dosegli popolno ljubezen. Ja. Koliko vam uspe ta osebna molitev? Glejte, molitev ni samo to, kar ljudje, kar nasplošno mislimo, ne? Da je to ponavljanje obrazcev. Ne? Ampak je molitev nekaj več. Ne? Molitev je lahko tudi to, ne? Da sprejmeš neko težavo, ki ti pride. Ne? Jezus za tebe, ne? Ko pride bolečina. Ali se spominjam, ko sem bil še te naše veroučence, tudi navajam, ne? Da naredijo neko dejanje ljubezni, ne? Da je tudi to, potem so seveda tudi obrazci, ne? Da ni samo tisto golo, ker potem je to velikokrat ljudem nekako, ne, se to upre, to, ne. Ampak da je, torej, molitev, ne, molitev je biti Jezus, ne. Jezus pa ni samo molil, ampak je hodil okrog, je govoril, je opozarjal, ne, je sprejemal te svoje učence, ki so bili takšni, kakršni so bili, ne. Glejte, molitev za me veliko pomeni, ne, veliko, prav v teh dnevih tudi virusa, korona, ne, sem bil Bogu hvaležen tudi za to, ne, da sem lahko, ne, pol na koncu sem se tudi sam okužil v enem pogrebu, ne, in potem se rekel, kaj je bilo moje zdravilo, ne. Moje zdravilo je bila molitev, ne, pa uvod v mašo, pa zahvala po sveti maši. Potem je bila lužka voda, ne, potem je bil leka dol plus C, ne, in sveta maša, ki sem jo lahko vsak dan opravil. To je bilo, gledajte, za mene molitev. Zares sem Bogu hvaležen za te, tudi za te trenutke, ne, ki je bi rekli, osamitve, ne, in se ni bilo dolgo, hvala Bogu, 10 dni. Ampak za nas kristjane je temeljno, če želimo napredovati v ljubezni, če želimo biti uspešni, ne le v človeških očeh, ampak predvsem v božjih očeh, ne? Ja. Je ponižnost. Ne? Vi ste zanimivo kazali te znake ponižnosti na različne načine. Spomnim se, že ko ste delali v lesarstvu, denimo enkrat, ko ste prejeli neko nagrado, priznanje. Kaj se je takrat zgodilo? No, prav zanimivo je to. To je bilo pa res božja intuicija, ne? Takrat smo na lesarskih sejmih v Ljubljani sodelovali tudi šole, ne? So bila en poseben, se mi zdi, da je bil eno leto A, tisti od velika hala, ne? So se predstavile srednje lesarske šole, ne? Kočevje, potem je bila Škofja Loka, Ljubljana, Maribor in tako naprej. In eno leto, ne, so naši fantje so imeli lepe stvari, ne. Če samo pogledaš tiste lepe lesne vezi, ne. Eni so prav uživali, ne.
ta lesna vez je res nekaj. In potem pride sporočilo, da so učenci iz lesarskega oddelka v Kočevju prejeli nagrado mesta Ljubljane. Ne. Mi smo bili seveda zelo veseli in tako sem rekel, glej, kaj ste naredili, se jim tudi spodbujo, kaj ti naši fantje zlasti, nekateri, ko smo bili na enem centru, ki so bili gimnazijci, ki so bili tehniki in tako naprej, ne, so se čutili kar malo odrinjeni. Ne. Jaz so se jim vedno spodbujal, sem rekel, glej, ti znaš narediti okno, veš, kaj je okno, veš, kaj so vrata in tako. No in tako smo potem, je bila podelitev na magistratu, ne, v Ljubljani in sem rekel, jaz bom pa povabil otroke. Kaj če mi jaz hoditi, nisem jaz naredil tisto, ne, kar... Čeprav ste bili mentor, verjetno, ne? Ja, seveda. In tako so prišli, ne, ko so nas poklicali, ne, sem rekel, zdaj bosta šla vidva naprej, ne jaz. Sem rekel, vidva bosta šla naprej. Po nagrado. In po sta nagrado prejela, to je bila ena lepa, velika slika, enega mizarja ob Hobelponku, ne, ob tistem, ja. No in najprej je bilo malo nerodno, ne, ampak potem sta šla pogumno, prevzela tisto, ne. In kasneje mi je ta voditelj, ne, te prireditve, je bil ganjen do solz, si je rekel, veš kaj. To pa si niti v sanjah nisem mogel predstavljati, da bi en profesor pripeljal svoje otroke, ne, svoje učence, in da bi jih oni vzeli, ne, da bi šel ti. Sem rekel, veš kaj, to se mi zdi normalno, ne. Za ta poklic mizarja in tako sem rekel, glej, je treba dati tisto, kar jim gre. Ne. Lepo. Ja, je bilo res en poseben trenutek, lep. Verjetno tudi zanj je bila to ena nova odskočna deska, ne? Zelo. Da so še raje pogumni, veseli in tako, mislim, zares, tako da. Ja, je bilo tudi zaradi upisa na šolo, potem tudi nekaj, na tem šoli so bili lesarji, so bili kovinarji, tekstilci, pa še gimnazijci, ne, tako da je bilo vedno pomembno, da je bil razred, ne, da so se upisali. Ne. Iz duhovništva vas danes nič več ne vleče v lesarstvo? Ne, glej, sej to, gledajte, se mi zdi, da je najpomembnejše to, kam te Bog postavi, da živiš tam sedanji trenutek, ne. Ker vidim tudi, ne, ko sem šel po teh raznih župnijah, ne, kako je to resnica, da ti Bog da vedno milosti za tisti kraj. In ti pošlje ljudi. In to je, se reče, maziljenje od njega, ne, da je vedno z nami. To je nekaj neverjetnega, ne. Poslanstva. Se spominjam sestre, redovnice, ko smo v bogoslovju. Ne pozabite, Gospodje, Dominus vobiscum. Gospod je z vami. In to je tako res, ne. Se spominjam, ne. Pa ti da tistega, ki se spozna na to. Pa ja, to ne moreš vedeti. Vse povsod ti Bog pošlje ljudi. Dominus vobiscum je tudi že sedaj toliko let, ko vodite odbor Združenja za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu v Slovenski cerkvi. Odbor, ki ga je pravzaprav organizira oziroma ustanovila Slovenska škofovska konferenca pred tolikimi leti. Ja, res je. Prvi vodja tega odbora je bil gospod Anton Nadrah, takratni stiški opat, ki je dolgo let vodil ta odbor. Ja. Za njim je bil potem gospod Snoj. Lojze Snoj. Potem ste pa vi, tretji. Glejte, stvar je pa takole bila. Ko sem jaz postal kaplan, oziroma duhovni pomočnik 97. leta, sem bil postavljen v Luče. Ne? Župnik je takrat opravil na srcu težko operacijo, ne, za klopke, pa še bypasse. In je bil pravzaprav za odhod že, ne. In škof me je poslal k njemu, ne. In tam sem skušal, ne, delovati z njim, pomagati in tako naprej, ne. Potem pa me je pater Leopold, ne, ki je bil moj duhovni spremljevalec, je rekel, ti a veš, da je nastala pobuda 300 laikov, duhovnikov, redovnikov, ki bi želeli, da bi se ljudje, ne, posvetili Jezusovemu Marijinemu srcu. Ti moraš biti zraven, mi je rekel, ne. Sem rekel, seveda, ne. In tako sem se potem, ne, srečal
bi rekel, s to duhovnostjo, ki mi je bila takrat zelo blizu. Ne. Se spomnim moja babice, ko sem bil otrok, pa je govorila o sveti Marjeti Mariji Alakok. Ne. Že beseda, kakšna je bila. Jaz sem si to tako zapomnil, sem rekel, klej, zdaj končno lahko. In tako je potem nastal ta odbor, s potrjenjem škofovske konference. Potem smo bili pa na leta 2000 v Rimu, ne, junija na Evharističnem svetovnem kongresu, na katerem smo bili tudi mi. Ne. In popoldne je bila pa, oziroma septembra, je bila pa potem oktobra zahvalno romanje mariborske škofije, zahvalo za beatifikacijo. Ne. Slomška. In takrat... Leta 2000 je bilo to? Ja. In takrat se je zgodilo to, neverjetno, ne, da mi je prinesel monsignor Jezernik, ki je bil takrat rektor in ustanovitelj, velik človek, moder človek, kakšne stvari nam je govoril, kako je to vse nastalo. Ne. In mi prinese eno vstopnico in pravi, to ti dam. Ne. Pa jaz nisem vedel, zakaj to uporabljaš. Ne. Potem li preberem in piše, ne, da bom lahko šel osebno pozdraviti papeža. Ne. Kaj, če papežu reči, jaz sem nekaj tako, kar imam v srcu. In sem mu rekel papežu, ne, sveti oče, sem pokleknil, glejte, sem rekel, sem od tega odbora za posvetitev in bom naredil vse v življenju, da se bo čim več ljudi posvetilo tem svetim srcem Jezusovi Mariji. Papež me je blagoslovil. Ne. Jaz sem ga gledal ves čas v oči. Ne. Janez Pavel II. Te oči so sijale, tega ne bom nikoli pozabil. Sem ga držal za roke, ne. Je bila zares trenutek nebes. On je tudi zelo dobro razumel, kaj je bistvo te posvetitve Marijinemu in Jezusovemu srcu. Marija je marsikje govorila o tej posvetitvi. Ne? Kaj bi nam povedali našim gledalkam in gledalcem? Velikokrat smo že slišali o tej posvetitvi in tako, mnogi so se posvetili, mnogi se še niso. Kaj bi jim v spodbudo povedali, da bi se vendarle posvetili? Zakaj je to pomembno? Glejte, to bi rabili še eno oddajo, gotovo, da bi si rekli, pa so bile že oddaje. Bistvene stvari. Glejte, duhovnost Jezusovega Marijinega srca je vse. Je vse. Je vsa teologija, je vsa pastorala, je vsa duhovnost, je vse. Je vse v tem. Vse te v dveh vse to, kar kristjani bi naj živeli v vsakdanjem življenju. Ne. Že pravim, že samo Jezusovo prebodeno srce. Kaj to pomeni prebodeno srce? Danes, že nekomu, ne. Ampak, če pogledaš, ne, pa pomisliš malo, ne, glej, je to srce, ta Bog, ne, se je dal prebosti zate, zame. In to iz ljubezni. In to iz ljubezni, mislim, ne moreš, če samo na to pomisliš, ne, in kaj se to pomeni v vsakdanjem življenju, ne, ja, ti mama, ti oče, ne, si pripravljen dati življenje za te tvoje otroke, ne? Ko jih prenašaš takšni, kakšni so, ko si jih vzgojil tako in tako, na koncu pa vidiš, da več ne hodijo k maši in tako naprej. Ne? To je tisto prebodeno srce zate. Ne? Marija, gledajte, smo zopet pod križem. Ne? Marija pod križem, nimam besed, kaj bi lahko vsem tem rekel. Ne? Ona, ki je vedela, kdo je ta, ki je na križu, ne? Ker ostali niso vedeli, kaj so delali z njim in tako naprej. Ne? Ona, pogledajte, ne, pod križem, ne, sliši tiste besede, glej tvoj sin, glej tvoja mati. Ne? In tu je človeštvo, in tu smo vsi. Ne? In tu bi lahko rekli, da Bog pravzaprav od človeka pričakuje ta njegov svobodni odziv na njegovo božjo ljubezen do človeka. Ne? Samo to, gledajte. In jaz sem takrat papežu rekel, vse bom naredil, ne, da bo to srce ljubljeno, da bo Marijino in Jezusovo srce ljubljeno. Ne. Pa ne zdaj kot slika, tudi to, ne, ampak v svojem vsakdanjem življenju, z mojimi otroci, z veroučenci, z svojimi farani in vsakim človekom, ki ga srečam, ne, je odgovoriti to, kar ste rekel, ne, odgovoriti na to brezmejno božjo ljubezen.
Kakšen vpliv ima, če se posvetimo Marijinemu in Jezusovemu srcu? Če se osebno posvetimo ali če se posvetimo kot družina? Glejte, ta odbor je najprej smo imeli tako, da je bila posvetitev posameznikov, ne? Potem smo naredili prošnjo tudi na škofovsko konferenco, če bi lahko tudi družine vključili, ne? Škofje so to potrdili, potem pa seveda smo tudi prosili, da bi se škofije tudi posvetile, ne? Glejte, kaj pomeni to biti posvečen Jezusovemu Marijinemu srcu, ne? Živeti svoje krščanstvo. Čisto preprosto. Dosledno. Pa ne, to se pravi moliti. Potem ne, k sveti maši, ne. Zdaj, to se kad reče, pa kdo hodi še danes k maši? Ne. Ja, narediti vse, da lahko gremo k sveti maši. Potem, ne, da imamo medsebojne odnose, pristne, takšne, kakršne je potrebno imeti, ne. Da molimo, ne, da hodimo k zakramentom. Glejte, zdaj, danes je problem glede te spovedi, tako naprej dosegati, ne, da ljudje zavračajo ali pa ne hodijo, ne. Ampak to pomeni to, ne. Ampak gospod Srečko, ja. Ravno to je problem, ne, da ljudje napačno vidimo to, kar je dobro in kar je slabo za nas, ne. Se pravi, najbolj normalno za človeka in najbolj zdravo je, da bi živel z Bogom, da bi živel sveto življenje. To bi bilo blagor njemu za srečo in za vse, ne, za tukaj in za večnost. Ja, človek si pa misli, da ni tako, živi po svoje, živi mimo Božjih zapovedi in to mu je nesreča pravzaprav, ne? Seveda, ampak ne vidi. Seveda. Zakaj ne vidi? Ne vidi. Zakaj ne vidi? Zato ne vidi, ker gleda samega sebe. Ne? To je eno, drugo pa, tudi gledajte, ta svet, ne, danes ima toliko vseh teh pasti, toliko vseh teh limanc, ne, na svetu, ki so proti sreči človeški, ne, ki človeka oddaljujejo od samega sebe, od drugega človeka in od Boga. To je tisto, kar danes je, vidiš, najtežje. Ne. Potem je pa živeti tudi, ne, da je ta, bi rekli, da je ta duhovnost nekako tudi kolektivna, skupaj. Ne. Glejte, mi imamo zdaj, ki je bilo ko je bil ta virus, ne, smo se po Zoomu dobivali, smo se poklicali po telefonu, smo se povezovali, nekje se je dalo, ne. Skupaj, ne. Tudi ljubljanski nadškof Zore je posvetil pravzaprav vso slovensko cerkev. Zelo. Vse vernike, vse Slovence pravzaprav. Vse Slovence, Marijinemu in Jezusovemu srcu, ne. Kako smo to molili in prosili, res Boga, in je to naredil. Kakšen vpliv ima potem ta posvetitev na naše življenja? Glejte, s človeškimi očmi gledano, ne, bi rekli, ja, sej se spominjam, ko sem bil kaplan v Lučah, ne, pa sem župniku rekel, bomo naredili posvetitev, ne. Je rekel, pa saj itak imamo vse prve petke delamo, pa prve sobote tudi delamo, ne. Kaj je treba še več? Ne? Ja, sem rekel, to je res, ne, ampak kolikokrat se zgodi, da teh 9 prvih petkov, ki je Jezus rekel Sveti Marijeti, ne, prekinemo vmes, ne. Kolikokrat, ne. Je rekel, v redu, pravi, ti prepuščam, ti naredi, kakor boš pač poskušal pripravi župnijo, leto dni je bilo časa, ne. In 9 prvih petkov je bilo, ne, in se spominjam ene gospe. Je prišla k meni in pravi, gospod, veste kaj, jaz sem naredila že 9-dnevnico, ne, in se pripravljamo, ampak smo z našimi sosedi skregani. Zato, ker meja gre enkrat malo po naši parceli, enkrat gre po njihovi in ne najdemo soglasja. Sem rekel, gospa, dajte še enkrat, ne. Pa poskušajte priti tudi kdaj k maši svet, tudi, pa pridite tudi kdaj k obhajilo, pravite zakramente, ja, tudi to bomo pravila, ne. In predzadnji dan, druge 9-dnevnice, pride vsa vesela in srečna. No, kaj pa zdaj? Pravi, veste kaj? Ta moja soseda je prišla k meni, smo se pogovorili, smo se zmenili, smo dogovorili, pravi, nikoli ni bilo več nobenega. Zadeva rešena. Torej tudi čudeži se lahko dogajajo. Seveda, ne. V nemogočih stvarih. Nemogočih stvarih, bi rekel. Ne. Ja, lepo. In potem tudi ljudi, vidiš, ne, ki so, človek, ki si posvečen, tudi vidiš
En drugačen pogled imaš na vso življenje. Ne? No, nazadnje damo tudi bolj proste roke Mariji, Jezusu, Bogu, da uravnava naše življenje srečno, ne, po srečnih poteh, da nas lahko bolj učinkovito zaščiti. Mi postanemo last Jezusa, Marijinega srca. Ne? Mi se reče srce, ne? Pa Marijino, pa Jezusovo srce, ampak mi postanemo Božja last. Potem ona dva mislita na vse nas. Ne? Se spominjam enkrat tudi, ko sem bil v Lučah, ne, pa je ena gospa šla z nami v Medžugorje. Ne. In v Medžugorju smo tudi pravili posvetitev Jezusovu Marijinemu srcu. Ne. Ena iz Solčave, tak je bila srečna in tako naprej. Smo prišli domov, čez par dni je odpotovala. Ne. Vsa srečna, mislim, ne, domači so bili tudi pripravljena, vse tako naprej. Ne. Je gospod Srečko Fras, ob koncu se vam zahvalim seveda za te vaše iskrene odgovore. Prijetno mi je bilo v vaši družbi. Upam, da boste sedaj v poletnem času našli kaj časa, poleg mnogih obveznosti, tudi za kakšne planine. Vem, da imate radi planine, da slikate tudi na platno, še slikate? Zdaj malo manj, ampak se rekel, ko bom v penziji, bom več. Kaj pa s fotografijo, se še ukvarjate? Kaj? To pa se poskušam še kaj narediti tudi za naše, za porabo, ne, za župnijske liste in tako naprej. Ampak izgleda, da vas vaše duhovniška opravila ne utrujajo. Ne, mislim, Bog ti daje milosti za vse. Ne. Ti da tudi zdravje, seveda, ga moraš paziti, čuvati, je treba hoditi spat pravočasno, moraš imeti ten svoj red tudi, stajanja. Če skrbite za mamo, je zelo visokih letih, proti 100 že. Mama naša je 97 let, si morate misliti, stopila, ne. Se mi zdi, da je doživela prav en prerod, čist. Ampak je pokretna. Ja, tako malo težje hodi, ne, ker je padla pred kratkim na bok, pa si je ni poškodovala na srečo, ne, samo udarec je bil. Ampak, glejte, ne, vsak dan se srečujeva, kuhava, pospravljava in tako naprej. Ne, tako da sinko sedaj v njenih starih letih poskrbi zanjo. Ja, hvala Bogu, da lahko, ne. Ja, letos poleti imamo potem še duhovne vaje in sicer odbor vsako leto organizira, ki je v kakem večjem božjepotni cerkvi, ne. Smo imeli že v Fatimi, v Lurdu. Letos pa gremo v Asizi. Ja, od 6. do 10. augusta in bo šel z nami patrolog, ne, pater Miran Špelič. Ne. Ampak ta duhovnost svetega Frančiška je vam tako zelo pomembna in blizu, ne? Seveda. Že vse skozi. Prav pod temo, ker ljubezen ni ljubljena. Ne. To je tisto, kar je Frančišek menda nekje je hodil po gozdu in so ga srečali in je vprašal, zakaj jočeš? Je rekel, zato, ker ljubezen ni ljubljena. To se moramo zamisliti pravzaprav vsi. In to je tisto, ne? Ker to srce Jezusovo je premalo ljubljeno. Ne? To Marijino srce je premalo ljubljeno. Ne? Se ne zavedamo, ne? Kaj pravzaprav je Marija za nas. Ne? Pomembno je razmišljati in moliti, da bi se vsak od nas pravzaprav mogel odpreti tej božji ljubezni. Tako, ne? Najlepša hvala vam, ko boste naslednjič naš gost na programu Slovenske katoliške televizije. Si želim, da bi malo več povedala o posvetitvi Marijinemu in Jezusovemu srcu za posameznike, za družine, za župnije, kajti dokler boste vodili ta odbor Združenja za posvetitev v Slovenski cerkvi, ste nekako še bolj povezani in potopljeni vse to, ne? Ja, glejte, priložnosti bo zares veliko, ne? Te literature za to je ogromno. Pater Anton Nadrah je v tej reviji Materina šola, verjetno jo poznate, ne? Smo izdali več kot 40 knjižic, ne? Vse o Jezusovem Marijinem srcu, pod vidikom Evharistije, pod vidikom Svetega pisma. Skratka, te knjižic je ogromno, ne? Priložnosti je tudi veliko, tako da... Sicer pa, če ne pridejo naše gledalke in gledalci do kakšne knjižice, imajo možnost v Google upisati posvetitev Marijinemu Jezusovemu srcu in bodo dobili vse informacije, ne? Vse dobijo informacije, ne? Najlepša hvala vam še enkrat in spet kmalu na našem programu. Hvala tudi vam, gospod Frenk. Sem vesel, da sem lahko bil deležen tudi vašega povabila, ne?
Pa da bi prav to, ne, sem rekel, ko sem prihajal, sem rekel vse za večjo ljubezen do Jesusove Marijinega srca. Lepo. Hvala. Hvala in lep pozdrav. Tudi vam, drage gledalke in gledalci, hvala za pozornost. To so bili torej župnik, profesor župnik pri Mali nedelji, sicer pa, kot smo že omenili, dolgoletni predavatelj v lesarstvu, sedaj pa že tudi mnogo let predsednik odbora Združenja za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu v Slovenski cerkvi.